Dober večer. Danes je že 6. januar leta 2024. Že 6 dni smo v novem letu. Pa se vprašamo vsi, smo veseli? Smo srečni? Ali nas kaj muči že? Darila smo odprli, sreča ob darilih je že minila. Pojedli smo dobrote. Nekateri so kakšno kilo dobili, pa mogoče tudi težave s prebavo. Veliko jih ugotavlja, da imajo prazno denarnico, ker je bilo veliko daril za podariti in za osrečiti svoje bližnje. In tukaj je datum 6. januar. Zame je to srečen datum. Zelo srečen. Zakaj? Zato, ker sem na današnji dan leta 1989 srečala svojega sedanjega moža. To je za mene srečen dan. Pa ni samo današnji dan za mene srečen. Tudi jutri bom imela srečen dan. Pa pojutrišnjem. Zakaj? A zato, ker imam prazno denarnico? Ali zato, ker so prazniki minili? Ali zato, ker sem se jaz tako odločila? Veseli december je res minil. In vem, da je bil vesel za številne ljudi. Vendar, zakaj bi pa januarja ne bi bili veseli? Pa februarja, pa marca, aprila, maja, junij, julij in tako naprej. Saj ni sreča odvisna od hrane, ki jo pojemo. Niti ni odvisna od daril, ki smo jih prejeli ali pa podarili. Sreča niti ni odvisna od ognjemeta, ki smo ga videli na Ljubljanskem gradu. Sreča tudi ni odvisna od dodatka k pokojnini in k povišanju plač. Ne. Sreča je odnos do življenja. In življenje imamo, da ga živimo, da smo hvaležni za naša življenja, za življenje naših bližnjih, naših otrok, naših partnerjev. In ta hvaležnost je tista, ki usrečuje. Osebno sem zelo hvaležna za vsak trenutek, ki ga lahko še preživim na tej zemlji, ne glede na okoliščine. Ne glede na zdravje ljudi okrog mene, ne glede na moje telesno počutje. Priznam, tudi jaz sem imela izziv par dni nazaj, zato ker nekaj nisem mogla takoj sprejeti z brezpogojno ljubeznijo. In en dan me je res bolela glava. Ni me glava bolela, moje misli so me bolele. Moje nesprejemanje me je bolelo. In ko sem spregovorila o mojem nesprejemanju, je tudi bolečina izginila. In že velikokrat sem ugotovila, da ko priznavamo svoje šibkosti, telesne šibkosti, in jih sprejemamo z ljubeznijo, tedaj se spremenijo v mir, v ljubezen. In toplo vam priporočam, sprejmite prazne denarnice, sprejmite, da so darila že odprta, sprejmite, da je deževni dan zunaj, sprejmite vse grožnje, ki nam jih posredujejo preko medijev, preko televizije.
Sprejmite z ljubeznijo, ker le ljubezen je tisti ščit, tista čelada, tisti steber, ki vas bo ščitil v teh dnevih, v januarju, februarju, marcu in vseh naslednjih dnevih, ki prihajajo. To vam iz srca želim. In če ste ta film, ki ga sedaj gledate, do sedaj gledali, in če ste ob njem počutili srečne, zadovoljne, kreativne, ga gledajte še naprej. Če pa ne, pa se nasmehnite življenju, imejte se radi in vse to vam želim z vsem srcem, da ste srečni, zdravi, ne samo decembra, ampak vse dni vašega življenja. Hvala lepa za vašo pozornost. Draga Eveljana, prideš za minuto, prosim, še k meni. Jaz sem pozabil za to, da smo se mi dva na današnji dan, ker sem tako bil zaposlen, tako da, evo, srčna hvala, ker si me spomnila, oprosti, nimam darila. Ne rabim. Imam pa srce. No, to pa... Srčna hvala iz vsega srca. Jaz takih lepih trenutkov ne moram pozabiti. In Bogu hvala, da naj je srečal. Ja, vi ste bolj ženske, ste bolj na uro, mi smo pa bolj na ljubezen. Ampak dobro, da spomniš. Srčna hvala lepa. Hvala. Ja, 35 let mi že, odkar sva se srečala in čutim, da je moja ljubezen do tebe samo vedno večja. Ja, bom novo stanovanje kupil, ne? Ne rabiš, zakaj? Ne. Lahko gremo manjšega, da bo manj stroškov. Pa več ljubezni. Pa še več ljubezni, ja. Hvala lepa. No, še enkrat hvala. Ja, moški, jaz na datume, tako da